Potem, ko je Kolumbija postala druga država, ki je po Združenih državah Amerike uradno priznala izraelsko suverenost nad Golansko planoto, Sirija zdaj zavrača potezo nove vlade v Bogoti. Sirija trdi, da gre za očitno kršitev ustanovne listine ZN in poziva k prenehanju izraelske vojaške prisotnosti v Siriji. Poteza Kolumbije prihaja le nekaj dni po inauguraciji predsednika Abelarda de la Espriel in že pomeni popoln preobrat v odnosih med Izraelom in Kolumbijo v primerjavi z odhajajočim predsednikom Gustavom Petrom. Tukaj je predsednik vlade Netanjahu, ki pozdravlja to odločitev. Se spomnite izraza ljudstva Golana, kaj ne? Se spomnite izraza ljudje z Golanske planote? Torej, danes so ljudje na strani Kolumbije, ker je predsednik Kolumbije, naš prijatelj, priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto. Hvala vam, gospod predsednik. Naj vam razložim, zakaj je to pomembno. To je Galilejsko jezero, to je Golanska planota, tukaj je Sirija, tukaj je Libanon. Ta kraj je bistven za našo varnost. Tukaj plapola izraelska zastava in tukaj bo še naprej plapolala, ker je to naša država. Tukaj smo imeli temelje že v Mojzesovih časih in na desetine sinagog, ki jih segajo vse do 8. stoletja našega štetja. Toda danes je to naše. Spet je postalo naše. Vedno bo naše. In dejstvo, da je predsednik Trump priznal našo suverenost tukaj, je bila prva pomembna poteza. In danes je druga poteza za Kolumbijo. Ljudje z Golanske planote, ljudje s Kolumbijo. Torej je to še vedno prvo priznanje po potezi ameriškega predsednika Donalda Trumpa leta 2019. Ne gre le za to, da Kolumbija formalno priznava izraelsko suverenost nad Golansko planoto, ampak tudi za to, da je šele druga država, ki je to storila. Kako pomembna je ta odločitev in ali lahko pričakujemo, da bodo sledile tudi druge države? To je pomembno, ker je del tistega, kar se kaže kot, po mojem mnenju, modra izraelska zunanja politika v Latinski Ameriki. Pravimo, da Izrael vlaga veliko truda v približevanje latinskoameriškim državam. Še posebej zato, ker je v Latinski Ameriki politika zelo črno-bela. Tako, imate eno stran, ki je zelo proti Izraelu, druga stran pa, ko je izvoljena, je pogosto zelo naklonjena Izraelu. Vidimo tudi porast evangelikalnega krščanstva v Latinski Ameriki. Tudi to močno vpliva na pojav proizraelskih strank in proizraelskih voditeljev. Tako da zdaj z Venezuelo Izrael nekako obnavlja odnose. Veleposlaništva se selijo v Jeruzalem. Mislim, da je zelo modra politika res izkoristiti vse spremembe, ki se dogajajo v Latinski Ameriki, v državah, ki postajajo proizraelske. In res jasno pokazati, da to niso samo besede, ampak da obstaja cel paket, kako pokažeš, da si proizraelski. Glasovanje v Združenih državah, v Združenih narodih, selitev veleposlaništva v Jeruzalem, priznanje suverenosti nad Golansko planoto. In mislim, da je zanimivo začeti opažati uspehe, ki jih ima Izrael v Latinski Ameriki. Komu bi rekli, da je to sporočilo, ki ga je poslal predsednik vlade, namenjeno? Ker se zahvaljuje ljudem Kolumbije, vendar je v hebrejščini. Ima hebrejske podnapise in je bilo objavljeno manj kot 24 ur potem, ko je Kolumbija sredi svoje naravne nesreče potres, v katerem je bilo ubitih več kot 200 ljudi. Tisoče drugih je še vedno pogrešanih. In nekateri zdaj kritizirajo predsednika vlade, ker niti enkrat ni omenil tega potresa. Torej, komu je to sporočilo namenjeno? Torej, je to sporočilo očitno namenjeno temu, da izraelski javnosti pokaže diplomatski dosežek. Nimam nobenega dvoma, da Izrael prav zdaj pošilja delegacijo v Kolumbijo, da pomaga, tako kot je to storil v Venezueli. To je tudi del načina, kako Izrael vodi diplomacijo in to je zelo pametno. Zato mislim, da bomo videli, da bo Izrael prav tako v pozitivni luči, ko gre za pomoč ljudem. Kolumbiji pri soočanju s potresom. No, ko že govorimo o diplomatskih odnosih, Ariel, Sirija ostro kritizira to potezo. Ko gre za prihodnost, če bo prišlo do kakršnegakoli dogovora, prihodnosti odnosov med Izraelom in Sirijo, Izrael se ne bo odpovedal svoji suverenosti nad Golansko planoto. Ali je to vprašanje, pri katerem ima Sirija lahko nekaj manevrskega prostora? Ja, naj samo dodam, da imajo Združene države BDP, ki je 60 do 70 krat večji od Kolumbije. In če bi ZDA priznanje ni prineslo plazu drugih priznanj, nisem prepričan, da bo Kolumbija tista, ki bo povzročila to diplomatsko spremembo. Ampak to vseeno povzroča, veste, impulzivne odzive v arabskem svetu. Očitno Sirija vztraja pri svojem stališču, da mora Izrael vrniti Golansko planoto,
Videli smo tudi Saudsko Arabijo, različne posamezne arabske države, pa tudi Arabsko ligo kot celoto, ki obsojajo ta korak. Ampak to so naravni odzivi. Te obsodbe v resnici ne pomenijo ničesar. Po eni strani imate naprimer Libanon, ki obsoja, po drugi strani pa se ukvarjajo z neposredno diplomacijo z Izraelom in pošiljajo največje delegacije doslej na srečanja z Izraelom in Libanonom. To se je zgodilo prav prejšnji teden v Ribu. Torej, kar zadeva tradicionalno stališče arabskega sveta, vidimo prav to manifestacijo. Vendar pa, kar zadeva prihodnost Golanske planote in kakršnekoli pogovore med Izraelom in Sirijo, obstajajo različna poročanja tudi tukaj na tem kanalu, da je Sirija pripravljena popustiti. Le da dobi nazaj le tretjino Golanske planote, le to različne rešitve, ki bi lahko pripeljale do razrešitve konflikta glede Golanske planote. Na koncu koncev pa je to še daleč. Trenutno ali do zdaj so bili vsi pogovori med Izraelom in Sirijo o varnostnih dogovorih o preprečevanju incidentov in to se ni dotaknilo vprašanja Golanske planote. Torej, ja, to je vprašanje, v katerem bodo strani razpravljale, ampak najprej je treba zgraditi veliko več zaupanja med Jeruzalemom in Damaskom, da bi sploh dosegli ta varnostni sporazum. Bo ta napoved to spremenila? Niti najmanj. Vendar vidimo diplomatsko gledališče v polnem zamahu kot odziv na to izjavo, vendar to ne bo spremenilo smeri izraelsko-sirske diplomacije. In to tudi ne bo vprašanje, ki bi bilo v središču kakršnihkoli takojšnjih sporazumov, ki bi jih Sirija in Izrael lahko dosegla v bližnji prihodnosti. Prav, no, Ariel, Anot, obe sta zagotovo postavili to izjavo v širši globalni kontekst. Hvala obema, da sta bili z nami. Kratek pregled novic, kot je omenila tudi Anot, v nekaterih drugih pomembnih novicah iz Južne Amerike. Izrael in Venezuela ponovno vzpostavljata konzularne odnose, prvič po prekinitvi diplomatskih vezi leta 2009. In njun dogovor sledi pogovorom med zunanjim ministrom Gideonom Saarjem in njegovim venezuelskim kolegom ter vzpostavlja usklajevalni kanal za zagotavljanje konzularnih storitev državljanom obeh držav. Ta preboj temelji neposredno na humanitarnem odzivu Izraela na dvojni potres, ki je junija prizadel Venezuelo.